Danes v novicah med drugim Krkina pravljična dežela, po Posavskem muzeju Brežice z lučkami, Krakarjevo leto 2026. Lepo pozdravljeni v najstarejšem dnevu tega leta. Preden mu pomahamo v slovo, vam dostavimo še zadnji letošnji sveže novic. Začenjamo jih pravljično. Športni center Otočec se je namreč v organizaciji novomeškega farmacevta za en dan spremenil v Krkino pravljično deželo. Obiskalo jo je skoraj 4000 otrok starši. Obiskovalci, predvsem otroci, so se lahko preizkusili v številnih igrah, se zabavali ob druženju z rdečimi noski, ribičem Pepetom, čarovnikom Janijem, nasmeh na obraz pa jim je pričaral tudi Božiček. Slikala sem se z medvedom, s Pigotom, slikala sem se z Božičkem, drsala sem se z Dominom, skakala sem na pravljični deželici, je mi zelo lepo. Napihljivi gradovi. Jaz sem šla na napihljive gradove, na elastiko sem šla, na poslikavo obraza, da smo lahko dobili kakšne nagrade, ker si bil na kakšnih stojnicah. Pa všeč mi je bilo, da sem pri kolesu sreče zadela, da si daš lahko tisto za vrat. V Krki so za zaposlene prvič organizirali božično rajanje na enem mestu. Vsi vemo, da obstaja pravljična dežela in veseli smo, da je prišla sem v Novo mesto, kjer nam je polepšala te predbožične praznike, tako našim otrokom kot nam staršem. Zdi se mi zelo zanimivo, zelo dobro, se pravi za Krko kot tako, kot organizacijo, v bistvu, da združuje tudi zaposlene skupaj z njihovimi družinami. Vsak otrok je ob odhodu dobil slikanico Piko išče poklic. To je slikanica, ki tvori že 10. knjigo v Krkini knjižni zbirki in je namenjena otrokom in seveda tudi nam, staršem, da jo preberemo svojim otrokom. Muc Piko v slikanici prikazuje poklice, v katerih se zrcalijo vrednote, ki jih zagovarjajo tudi v tem podjetju. Sodelovanje, vztrajnost, prijateljstvo ter pomoč drugim. V Brežiškem Posavskem muzeju, ki s številnimi dejavnostmi sodeluje v projektu Advent v Brežicah, so pripravili prav poseben dogodek. Z njim predstavljajo leto baroka v Sloveniji. Tokrat so svoje obiskovalce povabili na sprehod po gradu z lučkami. Občutek je odličen, tudi, tako bom rekel, popestri dogajanje tu okrog. Glede na to, da smo pač v veselem decembru pa tako naprej, je to še sploh dobrodošlo. No. Že ko smo bili prejšnjič tukaj, smo izvedeli ogromno o teh stvarih, tako da zanimivo, poučno. Gospod Sergej je sicer zvesti obiskovalec Posavskega muzeja Brežice, a je bil vseeno večer z lučkami tudi zanj kar poučen. Marsikaj posebno tudi razlage v Viteški dvorani, ki si jo videl dostikrat, ampak nikoli ne najdeš tistih detajlov, iz katerih bi lahko razbral kaj novega, kakšno novo zgodbo. Predvsem so važne zgodbe. Nove zgodbe, ki ga bodo vodile v muzej tudi v prihodnje. Seveda, tiste like na slikah, pa like, ki so zraven mene tudi. Kdorkoli ljudje, ki pridejo zraven, logično. Kot je že omenjeno, v Posavskem muzeju Brežice že celo leto posvečajo baroku, to pa je bil eden zadnjih dogodkov iz tega sklopa. Smo pa v bistvu ta zadnji tak dogodek baročni, bi lahko rekli, letos pa posvetili Valvazorju in njegovi drugi ženi Ani Maksimili, ter seveda to povezali tudi z Adventom v Brežicah, se pravi en tak malo drugačen dogodek, neke vrste kostumirano vodstvo in pač en spomin na recimo 17. in 18. stoletje. Obiskovalci so si ogledali več točk Brežiškega gradu.
Osrednja točka je ta baročni del, se pravi naša lepa viteška dvorana, pa kapela, pa potem seveda tudi stopnišče, pa seveda ta vloga Valvazorja, ker on je začetnik dejansko vsega, ne? To bi lahko rekli muzealstva, turizma, nekega raziskovanja naših krajev. Ni sicer veliko hodil v Brežice, ampak sej mi smo Posavski muzej, govorimo o Posavju. So pa obiskovalci viteške dvorane v njej lahko tudi zaplesali. Le še nekaj ur nas loči od novega leta. V nadaljevanju se še zadnjo skupino županov in županje 7 občin jugovzhodne Slovenije oziroma v leto 2025. Po čem si ga bodo zapomnili? Potem, da smo pričeli z največjo investicijo v zgodovini občine Straža, to je gradnja novega 12-oddelčnega vrtca. Seveda si bom to leto sigurno zapomnil tudi po obilici dela, ki ga opravljamo skupaj z občinsko upravo, namreč to so večji projekti, ki bodo sigurno ostali v spominu. Leto 2025 si bom najbolj zapomnil po samem začetku, po otvoritvi naše šolske telovadnice, tista energija in tisto veselje otrok in vseh, ki smo bili na otvoritvi, je dalo res en velik zagon tudi za naprej. V letošnjem letu smo uspeli kar nekaj naložb od otvoritve Doma kulture v Šentrupertu. Obnovili smo kar nekaj dotrajanih cestnih odsekov, obnovili 2 pomembna vodovoda, ki sta bila najbolj dotrajana v občini Šentrupert in pa še kar nekaj investicij, ki so pomembne za razvoj naše občine. 2025 je za občino Ružomberk bilo zelo uspešno leto in na to sem ponosen predvsem na vse svetnice, svetnike občine Ružomberk, na občinsko upravo, ker smo strnjeno delali celo leto. Tudi prvič v zgodovini občine Ružomberk je imela občina Ružomberk preko pol milijona evrov za projekte, ki to ni bilo kar tako. Leto 2025 mi bo zagotovo, z vso gotovostjo ostalo najbolj v spominu po rojstvu moje prve vnukinje Maše, s katero že zdaj preživljava skupne čase in se veseliva prihodnosti. Smo veseli, ker nam je uspelo dokončati Semiški park in dati neko novo vrednost samemu Semiču, pa tudi Beli krajini in pa tudi našemu hramu kulture, kulturnemu centru Semič, v okolici katerega je. Tako da smo zelo ponosni in veseli, da nam je po nekako 10 letih snovanja, iskanja sredstev to tudi uspelo. Leto 2025 si bom zapomnil najbolj po tem, da dejansko smo zaključili obdobje obnove naših kostanjeviških mostov. Saj smo v 3 letih dejansko obnovili vse mostove, v letu 2025 je bil pa še ta zadnji most, Tercijalski most. Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je v galeriji Kocka predstavilo razstavo z naslovom 11. novoletnica 2025-2026. Revijalna skupinska razstava članic in članov društva se je iz ideje o prednovoletni prodaji del manjšega formata počasi prelevila v reprezentativni pregled letnih likovnih dosežkov malega in srednjega formata. Na razstavi je na ogled tisto najboljše, kar so v zadnjem času ustvarili člani društva. Avtor vsak načeloma 2 deli, letos prvič zares iz istega leta 2025, kar smatra, da je njegov, rečemo, izbor, se pravi med boljšim ali pa najboljše. Odziv 15 avtorjev od 32, to je slovensko povprečje. Prav različnost in svojstvenost bogatita ustvarjalne projekte, kot je bil ta. Dobesedno iz ateljeja sem, brez teme, brez propozicij, samo nekako smo po metraži limitirani za to, da pač pridemo v galerijo, ki je popolnoma suvereno, lepo dovolj velika. Odprtje razstave sta spremljala tudi predstavitev novih članov in druga podelitev Ditkove nagrade in priznanja za iztekajoče se leto. Ditkovo nagrado za leto 2025 je prejela Jožica Medle, Ditkovo priznanje pa Mateja Kavčič. To je vsako leto ful zanimivo videti, ker je
pač nek presek, seveda ena stvari malo bolj pašejo skupaj kot druge, ker smo zelo raznoliki in to je tudi prav. Tako da skupinske razstave nikoli niso tako, zdaj bi rekla, celota, ne. Samo mislim, da smo se potrudili, smo postavili maksimalno dobro skupaj. 11. novoletnica bo v galeriji Kocka sicer na ogled do 12. januarja 2026. Jutri se bo začelo Krakarjevo leto. Svetniki občine Semič so namreč na zadnji redni seji soglasno podprli pobudo, da se leto 2026 razglasi za leto rojaka umetnika Lojzeta Krakarja. Pripravljajo številne dogodke. Rodil se je 21. februarja 1926 in ob njegovem 100. rojstnem dnevu želijo izpostaviti življenje in delo tega pomembnega Semičana. Ne samo pesnika, ampak strokovnjaka na področju geteja, literarnega zgodovinarja, zelo pomembnega urednika. Na Mladinski knjigi je osnoval pravzaprav zbirko Lirika, ki je bila ena temeljnih slovenskih zbirk pesništva. Bil je pesnik, prevajalec, esejist, urednik in še marsikaj. Je veliko njegovih del in želimo to še bolj predstaviti javnosti, tako da se bo zvrstilo veliko dogodkov, preko 30 jih bo. Kar nekaj se jih bo odvilo na državnem nivoju. Bilten znanstvenih razprav, potem knjižne izdaje, dokumentarna oddaja na RTV Slovenija bo tudi izvedena. Prešernovo gledališče Kranj, s katerim delamo, pa z AGRFT-jem, s katerima skupaj pripravljamo recitale pesnikovih pesmi. Potem so tu naprimer ZRC SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino, s katerimi pripravljamo simpozij. Dogajanje pa se bo začelo s februarskimi že 30. Krakarjevimi dnevi. Vnuk pesnika in hči pesnika, se pravi Božidara Krakar-Vogel pa Vorenc Vogel, ki bosta predstavila publikacijo s 100 Krakarjevimi pesmimi v kombinaciji z vnukovimi fotografijami, kot nekakimi umetniško-fotografskimi odsevi te poezije. Krakarjevo leto bo potekalo na pobudo kulturnega društva Orel Semič. Mislim, da je bil predlog na mestu, ker imamo edinega takšnega pomembnega rojaka semiškega in prav, da ga obeležimo na dostojen način. Med drugim tudi s Krakarjevim vinom, ki ga bodo pripravili s Semiškim društvom vinogradnikov. To pa je le eno od mnogih sodelujočih društev, katere kot koordinator projekta povezuje Kulturni center Semič. Pred tednom dni je sneg poskrbel za prvi bel božič po dolgem času. Lepo je pobelilo tudi edino belokranjsko dolenjsko smučišče. Na Gačah je v zadnjih dnevih že živo, a na smuko bo treba še malo počakati. Če je bila v zadnjih dnevih v dolinah praviloma megla, so obiskovalci Gač uživali na soncu in v sankanju. Zapalo je cca 30 cm snega, na vrh gor ga je zapalo 40 cm. Mi smo 2 dni s teptalcem probali, da vidimo, če bo slučajno zneslo, da bi odprli. Žal, ko pač je v naraven sneg, ko naredi ovink, potegnil vso travo ven, tako da smo se odločili, da pač bomo samo sankališče imeli gor. V zadnjih dnevih so sicer bili pogoji za umetno zasneževanje, a se za to niso odločili, saj je v začetku novega leta napovedano deževje. Na to naj bi prišla prava zima. Čez 3 dni pa je, da prihaja konkreten sneg. Danes sem se pogovarjal tudi z Arso tam gor, mi je rekel, da zna se obrniti na dež, ampak kot kaže bo sneg, tako da upam, da ga pričakujemo taka, kakršnega je napoved, med pol metra in meter. Če bo res tako, bodo potrebovali nekaj dni, da pripravijo smukaške proge. Če bo po teh kazalnikih, kot zdaj kažejo, bomo odprli tam okoli med 7. in 9. januarjem. Če bo res zapadlo toliko snega, kot je napovedano, bodo pripravili tudi progo za tek na smučeh, dodaja. Želimo vam lep silvestrski večer. Leto 2026 pa naj bo radodarno zdravjem, veseljem, uspehi, pravimi odločitvami in notranjim mirom. Srečno in srčno naj bo.